Pozdravljeni v AV kuhinji za najboljše. Ker se približuje čas kolin, bomo za vas pripravili danes krvavice, in sicer štajerske AV krvavice, to so tele krvavice. Pokazali bomo tudi jasno, kako se pravilno pečejo, da vam ne razpokajo, da niste pol slabe volje, ko pridejo obiski in vse cveti noter v pekaču. Zraven krvavic bomo ponudili danes bujto repo. In sicer bujto repo bomo naredili po čist klasičnem prekmurskem receptu. Torej, repa, mi smo uporabili v tem receptu že kuhano repo, da bomo kuhali pač približno 40 minut, bo hitreje kuhana, hitreje mehka. In sicer uporabili bomo lovorjev list, poper v zrnju, 2 stroka česna, katere bomo dali kar v repo kuhati. Meso, najbolj bi bilo uporabiti sveže meso, vratovino ali rebra, po želji. Torej česno bomo samo strli, ga ne bomo seklali, ga bomo lahko ven dali, takole. Dodali bomo lovorjev list. Lovorjev list je zanimiva začimba, zato ker običajno da občutek mastni hrani, da ni toliko mastna. Se pravi, nekako nevtralizira okus maščobe, pa pomaga, stimulativno deluje na prebavo. Poper celi, malenkost bomo še posolili, popoprali in to je to. Zraven bomo skuhali proseno kašo, in sicer proseno kašo bomo skuhali mi posebej, zato ker se kuha neprimerno manj časa kot repa. Kuha se približno 10 minut, dali bomo v osoljen krop in to je to. Tole ajdovo, v bistvu proseno kašo lahko uporabljamo kot prilogo, kot prikuho, lahko jo uporabljate kot, ne vem, sladico z pečenimi jabolkami, v bistvu pečeno proseno kašo ali z jabolki, z suhimi slivami, po želji. Tole bomo tole še premešali, da se nam ne bo zažgal. Počasi kuhamo 10 minut na zmernem ognju. Lahko bi jo dali proti koncu v repo noter, ampak jaz sem občutek, da se lepš takole skuha, lepš nabrekne kot v tej bujti repi. Torej, peč bomo dali krvavice in sicer dali bomo kar lepo takole v pekač. Probali se bomo izogniti temu, da ne bojo pokali in to na ta način, da bomo dodali malo vode noter. Ne bomo dali svinjske masti, ampak bomo dali par kapelj oljčnega olja. Krvavice bomo dali peč v neogreto peč. Približno 25 minut, vmes bomo malo pač preverjali, kako se pečejo. Pustimo jih, lahko gledamo kot televizijo, tako da vsakega časa noter, kaj se dogaja z našimi krvavicami. Bujta repa se približuje koncu, v pečici se pečejo naše krvavice, torej naredimo samo še podmet. Prepražili bomo čebulo, dodali bomo rdečo papriko, ne bomo delali na svinjski masti, delali bomo na oljčnem olju. Za konec bomo dodali en kanček bele moke in vse to dali v bujto repo. Dodali bomo še proseno kašo, katero smo že skuhali in bujta repa bo fertik. Torej, seklati smo se že naučili, kako skrijemo prste, da jih uporabljamo še naprej. Čebulo smo nasekljali, vzeli bomo tole ponvico, dodali bomo oljčno olje. Pri čebuli smo isto pozorni kot pri česnu, ne smemo jo zažgati. Tako jo bomo samo svetlo zarumenili. Potem bomo dodali žlico rdeče paprike. Na koncu najslabše je, da lahko papriko zažgemo, cela jed je grenka. Prosena kaša je skuhana, super, da se nam ne bo sporela. Evo, čebula je približno prepražena. Dodali bomo rdečo papriko. Dodali smo približno eno malo žličko. Eni pravijo, bujta repa mora biti rdeče barve, lahko dodate tudi paradižnikovo mezgo noter z rdečo barvo. Eni pravijo, da bujta repa mora biti bele barve. Po želji. Odločitev je vaša. Mi bomo naredili tokrat rdeče barve. Dodali bomo moko. Naredili bomo svetlo prežganje. Dali smo približno 2 žlice moke, žlico in pol. Takole smo podmet s hladno vodo zalili. Dodamo še proseno kašo. Ni treba preveč moke dati noter, ker bo prosena kaša v vsakem primeru tudi zagostila. Morate paziti, da ne date preveč prosene kaše, ker potem pride samo prosena kaša v repi. Tole bomo kuhali še približno 5 minut in bo bujta repa fertik. V tem času bomo preverili še krvavice. Pečejo se odlično, zaenkrat ni nobena počla, pečejo se pa že približno 15 minut.
Tako da še 6-7 minut. Dodajamo še zelišča. V bujto repo zelišča vedno dajemo na koncu. Žal nimamo svežega majarona, dali bomo suhega. Imamo pa svež timijan. Tako da zelišča vedno cufamo iz vrha navzdol. Takole. Mislim, da je naša bujta repa se približuje koncu. Takole bomo še nasekljali peteršilj za dekoracijo. Nekateri servirajo bujto repo skupaj s kislo smetano. Eni pravijo, da če daš kislo smetano na hrano, potem je vsa hrana dobra. Naenkrat, seveda. Tudi če je slaba s kislo smetano, je dobra. Mi jo bomo servirali brez kisle smetane, bomo servirali samo s peteršiljem. Torej, naše krvavice zdaj pečemo približno 15 minut. Da bomo dosegli, da bojo krvavice hrustljave, bomo zadnjih 5 minut povečali temperaturo na približno 200 stopinj. Nič se bati, krvavice ne bojo počle, tudi če damo 220 stopinj. Takole, bujta repa je končana. Dali smo v bujto repo kuhati pečena svinjska rebra. Takole jih bomo vzeli ven, jih bomo uporabili še v bujto repo, ampak jih bomo zrezali na kocke. Čeprav bomo imeli zraven krvavico, ampak tega ni za vreči stran. Probali bomo bujto repo. Pozabil sem vam povedati zelo pomembno zadevo. Namreč repa je kisla. Vedno morate probati, koliko je kisla, da vidite, a je prekisla ali ni. Če je prekisla, jo prekuhate, vodo odlijete in ponovno skuhate naprej. Mora pa vreti vsaj 5 minut, da se malo razkisli. Ker bomo mi to bujto repo uporabljali kot prilogo pri krvavici, ne bomo naredili preveč vodene, se pravi, ne bomo naredili kot juho, ampak jo naredili kot prilogo. Lahko jo postrežete kot juho, seveda pa mora biti pa bolj redka. Torej, da nam krvavice ne počijo, jih damo v pekač z malenkost hladne vode, obvezno jih damo pa peči v hladno pečico, ne v ogreto. Še en kos mesa takole za dekoracijo dal gor. Jaz sem mu kar takole pomagal z nožem. Evo, in pa krvavice. Takole. Tresli bomo samo še malo s peteršiljem. Malenkost popra. Takole zraven odlične prekmurske jedi, se pravi bujte repe in krvavic, se poda super odlično rdeče vino Marof. Takole. Naš krožnik je pripravljen. Dober tek želim.